blogerji, ustvarjalci Instagram profilov, podcastov, vlogov postajajo vse bolj prepoznavni tako med založniki, knjigotržci, kot tudi med bralci. Če so prvi založbe in knjigotržci med tem covidnim časom, ko so bile zaprte tako knjigarne kot knjižnice, iskali novih poti do bralcev, so bralci iskali novih poti do informacij o knjigah. In v procesu tega sodelovanja med enimi in drugimi so se razvile različne oblike promocije, ki so bralce vrnile k knjigam in branju, in na drugi strani spodbudile neko sodelovanje, povezovanje ne samo blogerjev z bralci, temveč vseh deležnikov, ki se vključujejo v spodbujanje in razvoj bralne kulture in branja na vseh ravneh. In sedaj, po koncu te pandemije, ko imamo ljudje že nekako dovolj teh spletnih orodij, s katerimi se nekako povezujemo, so, kot bomo videli to danes v okrogli mizi, knjižni blogerji našli odgovor tudi na našo potrebo po osebnem druženju. Danes so z nami Urška Bračko, ustvarjalka bloga Book knjiga, Sandra Dobnikar, ustvarjalka bloga Do zadnje strani, Ajda Lalić, Ajda Naklada in pa Beti Češnovar, ki ustvarja Instagram profil Knjižni bar. Moje ime je Alenka Štrukelj, jaz pa ustvarjam blog Literarna lekarna in bom danes povezovala tole okroglo mizo. In za uvod bi postavila vprašanje vsem, kako vi kot knjižne blogerke vidite sebe kot posrednice med založbo, knjigo in bralcem? Mogoče Ajda, ti začela. Ja, hvala za besedo. Jaz zdaj, kako sebe vidim, to je vprašanje, mislim, ki se ga blogerke kar dosti postavljamo, ker tudi dobivamo kdaj kakšen očitek, da nismo profesionalci, da mogoče ne bi smele govoriti o knjigah, čeprav nekatere od vas tudi tukaj, ki ste, imate izobrazbo dejansko z tega področja, ampak jaz kaj jo nimam načeloma, ne. Sebe vidim bolj kot nekoga, kot če bi hotel iti v planine, pa bi hotel za eno pot vedeti, kakšna je, bi vprašal enega, ki jo je že prehodil, a ne, za knjigo pa vprašaš enega, ki jo je prebral, in to sem jaz, recimo, ne. Knjige, ki jih jaz predstavim čisto iz mojega vidika, pač kot bralka, a ne, a so mi bile všeč, zakaj ja, zakaj ne, brez da bi nekaj preveč strokovno skušala to razlagati, a ne, ker se mi zdi, da tega je dovolj na kakšnih drugih platformah. Tako da jaz mislim, ja, da moja vloga je nekako posrednik med bralcem pa med knjigo, ki jo predstavi med sabo, a ne, kot da bi dva prijatelja spoznal med sabo, tako pa spoznaš knjigo pa bralca mogoče. Tako da nekako na ta način jaz sebe vidim. Ja, jaz se kar strinjam z Ajdo. Se mi zdi, da gre pri vseh za nek sproščen odnos do branja in do knjig, ki se morda včasih ponekod porazgubi v tistem, da knjige so težke za brati, za knjige moraš imeti čas, moraš se jih lotiti z nekim znanjem, kar seveda pač ni res, a ne. Knjige so vendarle za vse, vendarle je toliko različnih žanrov in nekako je mogoče naše poslanstvo v nekem smislu, da poskušamo knjige približati čisto enemu običajnemu človeku, ki morda samo eno knjigo na leto prebere, in ga nagovoriti k temu, da prebere še eno več. Ja, jaz bom zdaj naredila še malo voda, zato ker recimo, da me zelo preseneča, mislim, ne bi me smeli presenečati, zato ker ljudje pač vedno ne poznajo manjših založb. In se mi zdi, da tudi manjše založbe, kar se tiče teh digitalnih omrežij, še vedno ne znajo pokazati, da za njimi stoji človek, ne pa pač samo neko podjetje ali pa založba. In recimo, če pač primerjamo s kakšnimi ostalimi podjetji, se pokaže osebno v tem, pri nas pa se mi zdi, da to še vedno manjka. In smo tukaj tudi mi pač ta posrednik, ki kažemo svoje obraze pač na družabnih omrežjih, da mogoče te manjše založbe malo potisnemo v ospredje. Pač po moje se bo enkrat to tudi pokazali, pač, da bojo ugotovili, da je treba pač pokazati obraz, zdaj sem že drugič to rekla, ampak to je res, pač ljudje radi vidijo, da za podjetji na splošno stojijo pač ljudje.
In se mi zdi, da s tem ne gre samo za prodajo, pač s tem je lažje tudi človeku približati neko knjigo. No, jaz sem pa v bistvu na Instagram profilu dobro leto in v tem času v bistvu sem delovala bolj kot posrednik in med mano, knjigo in pa bralcem. Nisem pa prevzela še te vloge kot posrednico tudi z založbami in morda celo z avtorji. Si pa vsekakor želim to v bodoče to vlogo tudi prevzeti. In to zaradi mojih naslednjih projektov, ki jih nekako bi želela udejanjiti. No, jaz sem zdaj recimo blogerka, že 6 let ustvarjam blog Literarna lekarna in še vedno mi je zanimivo opazovati, kako vsaka izmed nas zavzema neke take posebne, osebne pristope do bralcev oziroma tako k knjigi kot v bistvu tudi do bralcev. In če sem jaz recimo zavzela nekako tako, mogoče na nek čist drug neposreden način spodbujanje bralne kulture kot neka koordinatorka nacionalnega meseca skupnega bralka, pa urednica spletne strani za družinsko pismenost, imate vi precej bolj neposreden odnos tako z bralci, direktno, proaktivno vlogo, ker ste res zavzele, pač razvijate neke nove pristope, kreativne pristope k promociji branja, k ustvarjanju skupnosti. Zakaj vam je tudi ta vloga, nekako ste že omenili zdaj v prejšnjem odgovoru, tako osebna? Vidite to kot neko osebno poslanstvo? Ja, jaz mislim, da vsak človek prej ali slej spozna, kje je njegovo mesto in kaj je njegova vloga na tem svetu. Jaz sem zelo vesela, ker mi je bilo že v mladosti dano in podarjeno, da sem lahko veliko brala. In zdaj mislim, da je prišlo pri meni eno takšno obdobje, ko mi ni več v prvem planu služba in otroci. In v bistvu je ta moja vloga prišla zelo spontano. Širiti to ljubezen in širiti to bralno kulturo. Pač to me osrečuje, to delam v bistvu zelo sproščeno. In vidim v bistvu v tem svoje osebno noto, in tudi poslanstvo za naprej. Da podajem to svoje poslanstvo naprej. Ja, v osnovi gre verjetno res za to, da nekaj, kar imamo radi in kar nas osrečuje, delimo s čim večjim številom ljudi. Mislim, da je to tisto na najbolj osnovnem nivoju, je to. Po moje, da pri vseh, ja. Seveda. Ja, jaz moram pa reči, da se je pa pri meni začelo čisto drugače. Jaz sploh nisem vedela, da ta delček Instagrama obstaja. Jaz sem začela objavljati takrat, zato ker sem jaz hotela spet več brati. To se zdaj spet že ponavljam, povsod to povem, da pač jaz sem dejansko včasih ogromno brala, pol pa vmes 10 let knjigo ali 2 na leto. In sem si v 2020, preden smo vedeli, kaj bo, dala nek cilj in potem začela za to objavljati, da bom sebe spodbudila, da dejansko to knjig preberem. Ne vem, pol so pa ljudje kar hoteli vedeti, kaj mislim. In se mi zdi, da tukaj res, tako kot si ti rekla, ta osebna nota, kakšen imaš ti odnos do knjig, tukaj res sije ven, čez te objave. Tukaj niso neke objave, ki so generirane za čim širšo množico. Vsaka od nas ima svoj karakter, ki enim paše, enim pač ne. Ampak jaz mislim, da nas je dovolj, da si vsak najde nekoga, ki mu tudi osebnostno paše njegov način izražanja in od tistega človeka ti tudi lažje sprejmeš en predlog. Tako da jaz, ne vem, jaz sem čisto po nesreči to padla, ampak zdaj mi je super in tudi ta skupnost, ki se zgradi, res mi je všeč, tudi ko smo se mi videli, nekatere se še nismo uspele v živo videti, ampak meni sploh ni na pamet prišlo, da bi se kateri predstavila, ker to se vzpostavi takšna skupnost, da se v živo dejansko poznamo, in tudi z bralci, sledilci, ki nas spremljajo, res en drugačen odnos. Ja. Gre za komunikacijo tudi med nami in z bralci na dnevni ravni.
najmanj pa na tedenski pač, in se pozna to potem tudi v odnosu, ki se je zgradil znotraj same Instagram skupnosti in blogerske. Pa meni se zdi mogoče, da je tudi debate kle, ki se odpirajo, da so malo globje, a ne, ker če ti v knjigah razpravljaš pol v zasebnih sporočilih predvsem, a ne, ljudje tudi kakšne zelo osebne stvari povejo, ker recimo, če z nekim lifestyle blogerjem govoriš o enem kosu oblačila ali pa o enem kozmetičnem izdelku, ne da je to kaj manj vredno, ampak se recimo drugačne stvari pogovarjaš z njima, ne. Tukaj pa včasih takšne zgodbe dobiš, da Da si presenečen. ja, a ne, ker ti recimo nekdo res pove, zakaj je pa njega se nekaj dotaknilo, zakaj se pa ga ni, a ne, zakaj mu je neki trigger, da ne bo bral, a ne. Tako da zanimivo, koliko se nam ljudje v bistvu tudi odprejo pol. Ja, pa ne gre na koncu več samo za knjige, ampak tudi, Tudi za osebno življenjske, tako, ja, tako je. pač življenjske situacije in vse, tako da ne bo kdo mislil, da so samo knjige. Jaz bom izkoristila tole priložnost, da pač mogoče tudi predstavimo še vas, vaše posebnosti, no? Tako, ki sem rekla, da je vsaka pač čist posebna, ima neke svoje kreativne ideje. Pa bom začela kar s tabo, Urška, ti pišeš in urejaš tudi blog in vlog, to se pravi video blog, book knjiga. Si pa ti v Slovenijo pripeljala to idejo knjižne škatle, ne? To je v tebi že dolg časa nekako živelo, da bi to da bi to realizirala. In na koncu si pomagala v bistvu to idejo razviti kar dvema založbama, založbi Učila in Kud Sodobnost International. Kako ti vidiš te knjižne škatle kot obliko promocije na eni strani za založbo in seveda na drugi strani, kakšen je tukaj benefit za bralca? Ja, v bistvu je tako, da s knjižnimi škatlami ima založba en vnaprej postavljen prihodek. Pač tukaj je njim pač pomembno je, da živejo recimo, koliko lahko pričakujejo. Zdaj govorim seveda na splošno, ne samo o naših knjižnih škatlah, da ne bo kaj mišljeno. In fora je tudi v tem, da vejo recimo, koliko dejansko izvodov bojo za to porabili knjige in pač se mi zdi, da je tudi veliko lažje načrtovanje zaradi tega, ne. Plus tega, da gre tukaj za neko grajenje skupnosti vseeno, ne samo za prodajo knjižne škatle, s katero se oblikuje, pač potem lahko tudi dejansko organiziraš zraven še razne bralne klube, nagradne igre, recimo, v katerih lahko spoznajo avtorje in podobno. Je pa recimo na drugi strani za bralca vsaka 2 meseca, vsaj pri nas, presenečenje, ne, ker recimo naše knjižne škatle imajo, naše od sodobnosti, no, to se bo razumeli, imajo vedno nove knjige noter, kar pomeni, da pač gre večinoma, da gre tudi za pač odlično darilo, ne, pač to recimo sploh tistim, ki veliko berejo. Lahko rečeš, da te knjige še ne bo imel, ker je čisto sveža in nova, tako da mogoče je vseeno lažje kupiti nekaj takega človeku, ki veliko bere, ne. Plus tega, da pač to noter še darilca, ki jim dajo nasmeh v oči, bom to rekla, kdo nima rad darilc. Kako se pa tako podjetniki, ki jih kontaktirate za sodelovanje, odzivajo na to, kaj pač rečete, da jo pa promovirali s svojimi izdelki tudi knjigo? Ja, pač tukaj so seveda 2 vrste pač podjetnikov, bralci pa ne bralci. In pač če naletiš ravno na take, kjer tudi oni veliko berejo, so seveda navdušeni nad knjižnimi škatlami in rečejo, da radi podpirajo knjižne projekte in pač seveda pa podarijo ali pa dajo v zameno za kompenzacijo svoje izdelke. Pač na drugi strani so pa tista podjetja, ki rečejo, da si mogoče tega ne morejo privoščiti, pa seveda razumeš, pač iščeš naprej druga podjetja ali pa ustvarjalce, no. Je pa tle tudi, recimo tudi mi naredimo promocijo, ne gre pač za enostranski kanal, no, tako da. Zdaj pa, če se dotaknemo pač tvojega bloga, no. Kaj ti je pri knjigi, ki predstavljaš na blogu ali pa na vlogu najbolj pomembno? Kdaj se tudi odločiš, da boš izbrala video, pa kdaj boš napisala nekaj? Predvsem to, da je meni knjiga všeč. Kar sem že večkrat povedala, da se to razlikuje recimo od literarnih kritikov, ker oni pišejo tudi o knjigah, ki jim niso nujno všeč. Mi predvsem zbiramo knjige, ki nas pritegnejo. Pač jaz vem, da o eni knjigi, ki mi že po opisu na hrbtu ne bo všeč in se ne bom spravila v tak projekt ali pa v pisanje pač blog objave ali pa snemanje videa o njej,
ker pač bi mi bilo težko. Ne. Veliko lažje je ljudem predstaviti knjigo, nad katero si sam navdušen, kot pa da bi zdaj mogel predstavljati nekaj, kar ti pač ni všeč. Vsem gre tle za neko vrsto promocije knjige, ne samo recimo za založbo, tudi promocije, da ti želiš navdušiti pač bralca za to knjigo, zato ker želiš deliti to navdušenje z drugimi, ne? Ker pač, meni je bilo všeč, ali zdaj recimo še s Sandro govorim o njej, pač je to čisto drugačen kanal, kot pa je samo meni všeč. Čeprav, ajde, da njej ne bi bilo všeč, bilo tudi zanimivo, ne? Tako da vse tudi te pogovore se zgodijo. Ja, kar se tiče video vsebin je tako, da kot Ajda, recimo smo se malo prej pogovarjali, veliko časa vzame, da ti narediš pač video posnetek, če ne greš live pogovora. Pri meni je to pač predpriprava že s tem, da še vedno moram jaz imeti tekst napisan. Zato ker mogoče mi je malo težje govoriti o knjigi, ker pač nimam predpriprave. Mislim, ne tako tekst, mogoče recimo nek scenarij, ne? Pač neke točke, po katerih bom šla, zato ker pač vseeno se mi zdi, da vlog mora biti zgrajen. Pač vlog ni nekaj, kar ti snemaš spontano, vsaj večinoma ne. Pač kaj načrtuješ, kako boš dal pač recimo določene scene in podobno, ne. Tudi recimo nekateri vlogi niso posneti samo v mojih sobah, v mojem stanovanju, ampak pač tudi zunaj, ne. In tudi to moraš načrtovati. In pač vlog ti vzame veliko več časa, kot s tem, da samo napišeš, da napišeš objavo in pač daš zraven fotografije. Sicer so tudi te fotografije obdelane, tle se moramo razumeti, vsaj pri meni, no. Tako ni enostavno delo v vsakem primeru. Tako da želela bi si več video vsebin, zato ker se mi zdi, da to veliko lažje pride do gledalcev, bralcev, sledilcev, ampak vzamejo pa veliko časa. Da ne omenjam tega, da imamo ženske še predpriprave. Absolutno. Ja. Video vsebine so pa tudi v bistvu neke tvoje reportaže o potovanjih, obiskuješ rada tudi knjigarne in potem narediš neke reportaže, to se pravi v knjigarni in jo potem tudi objaviš in to je v bistvu še neka dodatna promocija, mogoče še s turističnega vidika. Ja, seveda, ja. Ja, v bistvu že odkar pač imam blog, kar najprej ni bil mišljen najprej blog, si želim, da bi pač, če ste kaj gledali, imam tudi sekcijo potovanja. Tam si želim pač, da bi bilo teh objav še več, ne, ker se mi zdi, da se da fajn povezati literarna potovanja po svetu. Tako je tega v svetu še več, pri nas recimo to tudi zdaj začeli malo z Ljubljano in 2 knjigama. In se mi zdi, da te vsebine bralci pritegnejo še bolj, ne, ker recimo takih knjigarn pri nas ni, da ti prideš nek prostor in je to, prideš noter in je wow, pač ti, ko pri nas prideš v konzorcij, je tako, knjigarna. Pač ni isti občutek, je to čisto nekaj drugega, ne, sicer pač seveda te knjigarne so v tujini, tako da pač če se da na ta način nekomu približati take vsebine, se pravi z video in slikovno fotografijo, se mi zdi, da zakaj ne. Ena od tvojih želja je pa tudi, da bi slovenski knjižni blogerji dobili knjižno nagrado oziroma neko nagrado. Podobno, kot jih dobijo recimo na knjižnem sejmu knjige, najboljše knjige. Zakaj potrebujemo svojo nagrado? Ja, jaz sem že večkrat povedala, da večina knjižnih sejmov v tujini nagrajuje blogerje, ne samo blogerje, imajo celo več nagrad, kakor pač pri nas je zmožnost, da naredimo recimo samo eno vrsto nagrade, ampak pač v tujini recimo nagrajujejo podcasterje posebej youtuberje, posebej verjetno zdaj že tiktokerje, to še nisem pogledala. Ampak se mi zdi, da smo še vedno pač knjižni blogerji malo zapostavljeni, kar se tiče knjižnih sejmov. Zapostavljeni v smislu tega, da neopaženi. Sicer smo imeli že par pogovorov na knjižnih sejmih, ampak zaradi tega, ker smo se sami angažirali, pa mogoče malo potisnili se v spredje, imamo lahko pogovor. S tem pa, da bi se recimo, spet bom jaz pobudnik, ne, s tem pa, da bi dobili to nagrado, pa bi mogoče, ne vem, neko to zadovoljstvo pač lahko prejeli tudi, da smo opaženi, ne. Ker se mi zdi, da pač s tem bi pač bili potrjeni, da delamo dobro. Ja, ker drugače večinoma vsi knjižni blogerji oziroma ustvarjalci knjižnih teh vsebin večinoma delamo v bistvu to kot svoj hobi, ne, iz čist nekega osebnega zadovoljstva.
v bistvu tudi, če smo se na začetku še pogovarjali o nekem potrebi po zaslužku, nekako to stopilo kar v zadje, ker je ta naša ker nas notranje žene, da delimo te vsebine z drugimi. Sandra, ti, ki si na teh družbenih omrežjih prisotna pod imenom Do zadnje strani, urejaš pa tudi, pa pišeš za spletni portal knjižni Kažipot. Ti vedno pripraviš recimo take zelo zanimive, tako take družabne igre, kot je knjižni bingo, ki je v bistvu neke vrste bralno tekmovanje, ker bralec na neki strani tekmuje sam s sabo, pa hkrati tudi z drugimi. In hkrati mu pa tudi odpiraš neka obzorja knjižna. To se pravi, bere, tisti, ki se odloči, da bo sodeloval, bere tudi knjige, ki jih morda drugače ne bi vzel sploh v roke. In hkrati se je ravno zaradi tega začelo okrog tudi teh bingotov graditi kar neka taka širša skupnost bralcev. Niso to samo bralci, ki sledijo mogoče Do zadnje strani, ampak opazila sem, da tudi na knjigobéžnicah se je pojavila, spremljajo ljudje in še na drugih straneh ali pa na svojih profilih objavljajo te svoje kartončke, kaj so zdaj že vse prebrali, kje vsebine, kaj jim še manjka in tako tudi delijo potem naprej z drugimi. Kako so v bistvu sploh prišla do te ideje in na kakšen način v bistvu potem poteka to sodelovanje z bralci? Zelo je težko poenostavljeno razložiti, kaj knjižni bingo je. V osnovi gre za razpredelnico 5x5 kvadratkov, kjer je vsak kvadratek poseben bralni izziv. Naprimer, preberi knjigo iz te ali te države ali kaj podobnega. In potem bralci v določenem časovnem obdobju, recimo 2 meseca, poskušajo prebrati čim več teh kvadratkov. In na koncu dajo svoje kartončke, iščejo pa seveda potem 5 v vrsto. Zdaj, knjižni bingo, mislim, da 2019 je bil pri meni čisto ta prvi. Takrat nas, po mojem, ni bilo niti 10, kar je zelo taka zanemarljiva številka v primerjavi z zadnjimi sezonami, ko nas redno bere čez 100. Je pa tako, ni to neka čisto nova pogrutavščina, to vsekakor ne. Sem bila pa mogoče takrat prva ali med prvimi, ki so pač v slovenski prostor to postavili. Kot si že omenila, najlepši del tega se mi zdi, da se na ta način spodbuja komunikacija med bralci. Torej, ko bralci objavljajo na svojih profilih, tem pritegnajo mogoče še koga, ki mene in tega projekta sicer ne pozna, in se potem tudi sami med seboj pogovarjajo o tem, kaj so prebrali. Se mi zdi, da je pomembno spodbujati tudi ta dialog o tem, kaj beremo, zakaj beremo, še tudi na nekem, ne vem, mogoče privatnem nivoju, ne samo tako na omrežjih, kjer lahko vsi preberajo. Ti pa gradiš skupnost tudi okrog knjižnega kluba, Mi beremo, ki je v bistvu na nek način kar malo poseben tukaj. Jaz sem v bistvu članica, recimo, oziroma vodim bralno skupino v okviru knjižnice, ampak ti pa imaš to svojo skupino, ki je pač res na nek način posebna. Ja, mi smo izključno spletni. Bralni klub Mi beremo je v bistvu otrok tistega prvega vala epidemije, ko smo očitno vsi iskali še kakšen dodaten hobi. In takrat se je pač začelo, beremo pa sicer izključno dela anglofonske književnosti, torej, ki so bila v izvirniku napisana v angleščini. To je sicer zaradi moje izobrazbe, ker sem anglistka, in se mi zdi, da lahko potem še mogoče nekaj bolj strokovnega, izobraževalnega dodam našim debatam. Je pa fino ravno to, da smo spletni, ker imamo tudi kar nekaj članov, ki sicer ne živijo v Sloveniji in se lahko na ta način ohranja tudi njihov stik s slovenščino in domovino. Tako da je pa kar pestro, ja. Pa še z različnih koncev smo. Z različnih koncev smo tudi Slovenije, ja. Tako da se potem naberemo na 2 meseca na kup in klepetamo. Fajn, še mednarodna dimenzija. Okay. Ponavadi blogerji, sploh tisti, ki šele začenjamo, nekako, ko preberemo vse knjige iz svoje knjižnice, pa povemo, kjer so nam bile najboljše, pa potem iz javne knjižnice, nekako potem pridemo do tega, da mogoče pa kakšen recenzijski izvod tudi radi dobili od kakšne založbe.
Ti smo nekje napisala, da pa ne želiš, da ti založbe oziroma avtorji pošiljajo recenzijske izvode, ampak da jih boš kontaktirala sama. Ne? Mogoče čist kontra kot pa Beti, ki se boš šele iskala te poti do založb. Ampak kaj bo trvalo v bistvu tej tvoji odločitvi? V bistvu odgovor ni blazno zanimiv. Mislim, da to je zapisano na knjižnem blogu Knjižni Kažipot. Enostavno se mi zdi, da če že prejmeš brezplačen izvod, mu moraš nameniti nek čas, se ga lotiti na pravi način, torej ne samo prebrati, napisati par stavkov in pozabiti na to. In trenutno enostavno ni časa, da bi lahko sprejemala več takih izvodov. Plus bilo je neko obdobje, ko smo mislim, da vsi profili prejemali iste knjige od istih založb in so se pač v tistem enem tednu na 20 profilih pojavljale iste knjige, kar mogoče tudi ni ravno pravi način, da če že vzameš knjigo v recenzijo, da je to tudi knjiga, ki te je nagovorila, za katero ti veš, da jo lahko predstaviš na pravilen način. Pravi, bi se ti zdelo pomembno, da se tudi v bistvu založbe, ki pošiljajo te recenzijske izvode, nekako potrudijo, da spoznajo blogerja, ki je za tem blogom, pravi, kakšne knjige so njemu všeč, kakšni žanri, kakšni avtori in da se potem v bistvu z njim dogovori, ne, katere knjige bo pa zdaj on dejansko lahko recenziral in v bistvu, da se izpostavi neka taka dvosmerna komunikacija. Ne samo, da pač založba pošlje knjigo, ampak dejansko, da ve, komu pošlje. Sprav, kdo se skriva zdaj za tem blogom? Kaj ta oseba, ta bloger objavlja? Ne? Kaj ima rad? Kaj ga ne govori? To se pravi, da bo lažje potem sprejel in napisal o manj knjigah in tiste potem bolj poglobljeno. Kaj pa druge mislite? Ja, seveda, jaz si tako prikimavam že ves čas tvojega govorjenja. Ko smo prej rekli, mi smo si tudi med sabo različne, beremo tudi različne knjige. Naprimer, Ajda ne bo brala veliko ljubezenskih romanov, jaz krimičev ne bom vzela v roko. Pač vse imamo tudi neke preference znotraj tega, kar beremo. In potem tudi naši sledilci verjetno vedo, pri kateri najti katere recenzije. Pa se tudi, ko to pogledaš, to je osnova marketinga. Ne? Pač ti moraš targetirati tudi blogerja, ki mu hočeš dati svojo knjigo, ne samo njegovo občinstvo. Ne? Mislim, ker občinstvo on najbolj pozna. Ti pa ne bi poznal njega, če mu že nekaj ponudiš. No, mislim, saj to, mogoče jaz priporočam založbam, preden se spravijo recimo karkoli takega. Ker se mi zdi, da malo pogrešam tega medsebojnega sodelovanja, tako kot si ti rekla, ne? Da se res pozanimaš, da se res pozanimaš, kdo je ta bloger, ki bo ostal za tvojo knjigo. Meni se zdi pa tukaj tudi ful pomembna transparentna komunikacija iz obeh strani, ker jaz tudi, kadarkoli me kakšna založba kontaktirala, jaz zmer povem, pač to ni moja služba, dosti manj dela, mislim tako svojo službo, da se ne moram obvezati, da bo pa točno na tak način v tem času in pač če sprejmeš, da bo, ko bo in da bo, kakor bo pač meni všeč povedano, ne, pol komod sodelujemo, ne. Pa ne v smislu, da bi se jaz zdaj hotela nekaj postavljati nad karkoli ali pa, ampak so založbe, ki pričakujejo, da boš vse pohvalil. Pa o vsem ogromnem pisu, ampak meni, če knjiga, jaz sicer opišem vsako knjigo, ki jo preberem, ker se mi zdi pomembno tudi povedati, kaj ti ni všeč, a ne samo mislim, več poveš o tistem, kar ti je všeč, siguren, ampak recimo res imam rada založbe, ker jih je večina takih, ki vzamejo vsako mnenje, ne, ker jim je vsako mnenje pomembno. Ker tudi iz kritike se najde kdo, ki bi pa vidi, da bi mu pa tak način bil všeč. Ni zdaj vsaka kritika pa zdaj znižuje vrednost tiste knjige. Ne. Tako da meni se zdi, da če ti poveš, kaj si sposoben v trenutni situaciji narediti, kaj dati od sebe, tako kot ti poveš, a ne. Nisem sposobna zdaj dobiti 30 knjig v 2 mesecih pa jih pokazati, ampak eno, ki mi je všeč, bom pa vam jaz povedala, pa jo predstavim. Jaz mislim, da če je na obeh straneh čisto jasno povedano, kakšna so pričakovanja pa kakšne zmožnosti, to lahko odlično laufa.
Pa mnenja se med ženami razlikujejo. Tako da, pač, če meni določena knjiga ni všeč, ni nujno, da Ajdi ne bo, da Sandri ne bo. Tako da, ja. Komunikacija. Ja. Ja, Ajda, ki si bila ravno pri besedi, no, pa ti bom še nadaljevala s tabo. Ti pišeš predvsem o otroških pa o mladinskih knjigah in na tvoji strani pod oznako Knjigozauri najdemo cel kup enih naslovov oziroma priporočil za branje res kakovostne literature za otroke vseh starosti. Zraven imaš pa tudi tako ideje za pogovor, za ustvarjanje ob knjigi, kar se mi zdi danes zelo pomembno, ker samo prebrati knjigo z otrokom se dostikrat zdi tako, vse je fino za pocrkljati pa to, ampak iz same knjige se da vedno potegne še toliko več. In se mi zdi, da danes starši prav iščejo to, ne? Kaj naj pa jaz zdaj počnem s tem, ko bom otroku prebral knjigo. Daj se pogovarjaj, daj ustvarjaj kaj, naredi to izkušnjo nekaj posebnega. In lahko malo več poveš o tem ideji, recimo. Ne? Zdaj, če sem na začetku rekla, da recimo jaz nisem profesionalc, ki bi o knjigah lahko govorila, ne, se mi pa zdi, da kar se otroške literature tiče, kot 10. leto učiteljica v posebnem programu, se pravi z otroki s precej težkimi motnjami v duševnem razvoju, ne, imam ideje, kaj narediti recimo po branju ene knjige, kakor hočete, ne, skoraj. Res, jaz mislim, da smo okoli 400-500 knjig prebrali v teh 10 letih. Zdaj bralni vlakec naš, a ne, to Urška ve dobro dokazuje, ne, vsako leto res ogromno preberemo. In to je bilo v bistvu, Knjigozauri so nastali po prvem valu epidemije, po tistem času, ko smo prvič se v bistvu soočili s tem šolanjem doma, ko so starši res mogli najti zaposlitve za otroke, ker jih sicer ni bilo. A ne, ti pred ekran ga ne bi dal za cel dan, ne, odzunaj nekih možnosti ni bilo, a ne. In sem začela pač objavljati, ja, točno tako, kot si rekla, ne, neko knjigo, ki se meni zdi kvalitetna, ni nujno, da je neka visoka umetnost, ne. Nekatere so tudi, hvala Bogu, ne, vmes, ampak so kakšne, ki je čisto neka običajna slikanica, je zelo v redu s poročilom, s primernimi stavki, s primernim jezikom, a ne pa ilustracijami, ampak se da na podlagi slikanice res super pogovoriti, razviti neke teme, ki so pomembne, in ustvarjati, ne. Tako da jaz sem res, sicer objavim, če tako gledamo, številčno več knjig za odrasle, ampak mi pa vsekakor Knjigozauri več časa vzamejo, ker je res treba razmisliti, mislim, vedno napišem približno za katero starost se mi zdi, katere teme obravnava, potem pri aktivnostih vedno, ja, na primer, kakšen pogovor iz tega pač razvita, ne. Pol najdem neke ideje, ja, za ustvarjanje, ki niso nujno, ne vem, tista fotografija ni nujno moja, velikokrat pa je dejansko iz razreda, a ne. In jaz vidim, da res iščejo to ljudje, no. Tako da recimo, ne vem, pred kratkim, ko smo Pošastkota naredili, ne, jaz dobivam še vedno zdaj fotografije v inbox, kako delajo Pošastkote. In meni je to, mislim, ga ni honorarja ali pa recenzijskih izvodov, ki bi bili več vredni kot ta izkušnja, da vidiš, da je en otrok to res cool knjigo prebral, ne, zaradi tega, ker si jo ti pokazal, ne. In tudi to, ko si pa ti omenila manjše založbe, jaz vidim res velike založbe nas ne rabijo na ta način. Jaz predstavljam tudi kakšno njihovo knjigo, če je name res naredila vtis, ampak manjše založbe rečejo, lej, tole smo naredili, res je fajn, ampak ljudje ne vejo, da je. In dobim na primer kakšno knjigo, ki jo prvič vidim, pa sem tako wow, ne. In pol se mi zdi, da če tebe res navduši, pa ke moje učence navduši, ne, in ke jaz s tistim pridem, to je bilo res zakon, a ne. Tako pač ljudje mi verjamejo, no. In pol probajo in se res razširi glas v kakšnih takih knjigah, ki jih ne bi, ne vem, no, sploh opazil drugače, no. Se mi zdi to zelo pomembno, no. Meni je všeč tudi ta tvoj podcast, no, ki si začela Ajda naklada, ne. Malo so se lovili zdaj, kdaj, kaj zdaj že ustvarjamo pa tako, no. Ampak z Matejem
tvoj fant. Tako, ja. Se v tem podkastu pogovarjate o knjigah o Harryju Potterju. Ja, to serijo sva zdaj sicer trenutno na pauzi, ker je on vse knjige prebral. Ne? In, Magične živali. Ja, magične živali bo mogoče kdaj, ampak to niso knjige, ne, v startu. Ja. V glavnem, podcast sem začela snemati, ker mi je bilo en popoldne dolg čas. In sem pač posnela o knjigi Dekle A, prvo epizodo, in tako je šlo pol naprej. Pri meni veliko stvari rata, ker tako malo. Je dolg čas, pa naredim, pa je v redu, pa naredim še enkrat, a ne. Nakladam pa tudi rada, se mislim, da ste že dojeli. To od Harryja Potterja pa ja, Matej je začel, ne vem, ga brati pri koliko 35-ih, a ne. Prej ga sploh ni maral, poznal, pa je pa čisto not padel. In ker sva midva pred gledanjem filmov poslušala tudi podcast Glave, ki govori o filmih, a ne, ker se dva pogovarjata o filmih, sva rekla, mogoče bi bilo pa zanimivo to podobno v knjigah narediti in to so res najbolj poslušane epizode. Ker ostale moje epizode imajo malo drugačno tematiko. Polno. V drugi sezoni zdaj sem se od knjig tako točno oddaljila, zdaj je že 60 epizod v bistvu v drugi sezoni nastalo, se pravi od septembra je bolj tako true crime, kakšne čudne stvari, te stvari, ki mene zanimajo, pa se nimam s kom pogovarjati, in se pol s podcastom, v podcastu s poslušalci pogovarjam. Ampak tisti, ki poslušajo, vejo, da skoraj v vsaki epizodi vmes pol, ki jaz sama s sabo se tam pogovarjam pa nakladam, rečem, joj, nekaj podobnega je ful dobro v tej pa tej knjigi opisano, tako da res poskušam. To so res teme, ki jih moraš malo študirati, malo brati, malo raziskovati, psihologija, kriminal, te čudne zadeve, in vedno kakšno knjigo še noter urinam, Da vidijo ljudje, da knjige, tako kot si ti rekla, niso samo nekaj resno, nekaj ful zatežen, da se da čisto vse, kar te zanima, prek knjig v bistvu raziskati malo bolj. Pa so poslušalci bralci? Čisto vse možen. Zdaj velikih je bralcev, ki so prišli z mojega, jaz imam zdaj za podcast pač drug profil narejen iz enih čist drugih razlogov, ampak velikih je prišlo iz te baze pač mojih sledilcev, ki seveda so bralci. Mi je pa zanimivo, da je prek podcasta se naredil kar en kup bralcev, ker so pač poslušali sploh kakšni fantje, na primer, ker recimo te kriminalni primeri, to jih bolj zanimajo, kakšne knjige mogoče, pa so pol prebrali kaj, kar sem priporočila, tako da niso vsi bralci, velikih pa je. Pa veliko je novih verjetno tudi s tem. Ja, veliko novih bralcev nastaja v bistvu, ki vidijo, da naprimer, ja, da ni vse sam bedno, da ni vse sam dolgočasen, da če pa knjigo bereš, to delaš, ker ti je najbolj dolgca. Pa tudi mogoče take teme imaš, kaj je v bistvu tudi za moški del, populacije. Ja, sicer ni procentualno gledano, ni veliko moških, sam so pa, zanimivo mi je, tudi zadnjič enkrat smo na Instagramu ugotavljali, koliko je sploh moških, Ja, ni jih veliko, samo tisti, ki so, tisti pa komentirajo, pogovarjajo se, res tako, so srcem zraven, niso sam s tistim lajkom, pa ga ni pol, cel let. Tako da, ja, mogoče so te teme tudi bolj take, manj ženske, čeprav to smo že razčistili, da ta oznaka nam gre malo na živce, ampak, ja, da tudi kakšnega moškega bralca pol pritegne, Super. No, Beti, ti se pa ustvarjaš v bistvu profil na Instagramu, Knjižni bar. In sicer si na Instagramu prisotna že nekaj let, ampak ta Knjižni bar je pa tudi nekak produkt tega, kot si rekla, korona časov, no? Tako je, ja. Ja, v bistvu jaz sem svoj prvi osebni profil naredila že pred 10 leti. Potem se je zgodila pa korona in se mi zdi, da smo vsi iskali takrat v tistem času neke nove ideje ali pa svoje sanje, ki smo jih imeli, potegnili ven v tem obdobju. In v bistvu ta knjižni profil je nastal res zelo spontano in z njim tudi določene ideje in projekti, ki jih želim nekako prek tega profila izpostaviti. To je ideja o postavitvi knjigobežnice in ideja oziroma širitev ideje oziroma znanja
ali pa nove ideje o bralnih gnezdih. Še o tem bomo še rekli nekaj kasneje, tako. pol malo več. So pa v bistvu ti zapisi na Instagramu, ne glede na to, da imaš ti samo Instagram, so tako kar obširni. Ponavadi, vsaj takrat, ko sem jaz začela recimo Instagram uporabljati, je bilo tako zelo kratko. Ja, to knjigo sem prebral, preberite še vi, pa 500 hashtagov in to je bilo to. Ampak zdaj pa ti zapisi postajajo vedno daljši in to se mi zdi ful zanimivo. In tudi pri tebi je odziv ker na začetku, ko je v bistvu Instagram nastal, je bil z namenom, da ti v bistvu svojim mobitelom posnameš sliko, jo objaviš in v bistvu so bili tukaj samo pač hashtagi. Skoraj nobeden ni uporabljal besedila. Potem z leti je pa v bistvu ta Instagram dobil čist drugo vlogo. In v bistvu jaz vse, kar objavljam, tudi slike, ki jih objavljam, to se verjetno vidi in opazi, delam zgolj in samo s z mobitelom. Jaz nič vsebin ne prenašam. In v bistvu Instagram zaenkrat v bistvu mi je dovolj. Pač prek njega beležim trenutno moje razpoloženje, to se pravi slikam v danem trenutku, to je pač moj trenutek in ga obeležim, po drugi strani pa v bistvu lahko zraven pripnem tudi vsebino. Vsebino, s katero pač želim spodbuditi bralca, da poseže po knjigi, da o knjigi začne razmišljati. To. Pač Instagram mi dovoljuje ta moment, da se izražam preko njega in v bistvu to mi je zaenkrat dovolj. Lahko bo pa prišel tudi čas, ko bom začela tudi z drugačnimi, tako kot ve že vse, ko imate kilometrino, posegati po kakšnih drugih orodjih. Zdaj podpiram v bistvu razpravo, tako malo širšo, kjer se bomo malo pogovarjali o tem, kako graditi skupnost, kako graditi odnos, založbo, z bralci smo že nekaj povedali. In bi mogoče začeli s tem, kaj imate pred očmi, ko začnete pisati knjižno recenzijo? A je to res samo ta vaš uvid v knjigo, ali imate vaše trenutno razpoloženje, ali razmišljate tudi o tem, da morate na eni strani pisati za založnika, ki vam je dal recenzijski izvod, in na drugi strani, da imate v mislih tudi bralca, recimo nekega idealnega bralca, nek arhetip vašega sledilca? Ja, lahko jaz začnem nakladati, spet. Jaz, ko začnem pisati, ja, seveda je to moj uvid, sam jaz imam tudi toliko dolge te opise, kakor pač gre, pa še v komentarjih, ker vidim, da je manj prometa na blogih zdaj. Jaz ne vem, a ste druge tudi to opazili, ampak ljudje nimajo več časa ali pa volje klikati še nekam, tako da jaz v bistvu poskušam res to, kar imam za povedati, povedati že na Instagramu, da lahko takoj tam to dobiš, kar je tudi pri tebi najbrž uspešno med sledilci. Ampak ja, jaz vedno povzameš seveda malo vsebine, pol jaz povem pač, kaj je bilo meni všeč, zakaj ja in zakaj ne. To je meni zelo pomembno, da ti, pa ne da bi se zagovarjal, ampak bralci smo si različni, tako kot smo že prej rekli, nekaj meni všeč, tebi ni, tako naprej. In če ti obrazložiš približno, saj kakšna knjiga ti pač ni, napišeš ne vem zakaj, ni bil očitno ta prav čas ali pa razpoloženje mi ni šlo, ampak če ti približno poveš, kaj te je zmotilo, takoj ve nekdo na drugi strani, a bi njega to tudi. To je meni pomemben, pač, da res probam razložiti, zakaj tako mislim, ne pač zato. Ker tega se mi zdi na spletu zdaj malo preveč, tudi pod raznimi komentarji, pač nisi mi všeč in zdaj pej. In dajmo mi pač razprava je meni ful pomembna, pa spoštljivost to ne pomeni zdaj zaviranje v celofan, ampak spoštljivost do avtorjev in do založb. Je bila že tudi knjiga, ki je bila meni tako katastrofalna, ampak jaz ne bom napisala, to je katastrofa, vsi, ki vam je to všeč, ste pa zdaj bedni. Ne, pač meni je bilo to, mi ni bilo všeč zato, ampak spoštujem pa, da
si nekdo upa nekaj od sebe dati. Ne. Jaz sem sam za 1. april napisala knjigo, v narekovajih, pa je bilo težko si izmisliti naslov, pa blurb, pa je bila šala. Tako da nekdo, ki dejansko knjigo napiše, mora imeti pogum, mora imeti sposobnost, tudi predvsem pogum dati to med bralce. Tako da jaz to vedno cenim pri ljudeh in mi je res nesramno od nekaterih ljudi, da ker tebi nekaj ni všeč, zabiješ to, zdaj pa, ali pa prepričajte me, zakaj je. Ne rab noben prepričevati, zakaj je njemu nekaj všeč, je pa fino, če obrazložimo, zakaj ne, ker iz tega se debate razvijajo. In jaz tudi, ko mi je nekaj zelo všeč ali pa zelo ni všeč, imam najrajši odzive tistih, ki mislijo drugače. Zaradi tega, ker iz tega pridejo najboljše debate. Pa še na naših profilih se mi zdi, da so take kulturne debate, da res ni nekih ljudi, ki bi šli na nek oseben nivo, pa ne. Tega pa res ni, ja. Ja, tako da se da tudi ne strinjati normalno, kar se v svetu velikokrat zdaj več ne da, Če nisi naš, si pa tuj. Tako da, ne vem, to je meni vse pomembno, da lahko odpreš debate, da sprejemaš vse, kar drugače mislijo. Ja, jaz imam recimo pred očmi bralca, zato ker se mi zdi, da pač pišeš, vse pišeš tudi zase, ampak pišeš tudi za njega. In vedno tako, kot Ada rekla, daš neke svoje občutke tudi v to, pač kaj iz tebe knjiga potegnila, kaj si ti videl v njej, ker se mi zdi, da lih te osebni občutki še najbolj dosežejo druge ljudi. Da v bistvu ne gre toliko za to neko kritiko knjige, pa ne vem, opis zgodbe, ja, se to pač daš zraven, da si približno znajo predstavljati, ampak kaj je v tebi zbudila ta knjiga, ki si jo bral in s tem lažje dosežeš to, da bo nekdo drug vzel v roke pa tudi prebral. Tako da. Jaz se sicer knjig res lotim tako z neko distanco oziroma objektivno, ker vem, da je večkrat primer, jaz imam pa taka velika pričakovanja za to knjigo, zdaj so se pa vsa porušila, ta knjiga mi ni všeč. Pač se skušam držati stran od teh pričakovanj. Seveda mislim, da je na neki točki morda, ko naraste število sledilcev, se mislim, da začneš zavedati, da imaš neko odgovornost tudi do njih. Torej, da ko predstavljaš knjigo, da jo res predstaviš iz večjih vidikov mogoče in da ni vse izključno na neki čustveni, osebni ravni, seveda pa potem je povsem smiselno, da to vneseš noter. Ja, to je samo en del. Ja. Tako kot je tudi Ajda sicer omenila, argumenti so pomembni, torej, da vedno razložiš, zakaj je tebi knjiga všeč oziroma zakaj ti ni všeč. Ker če ostane samo na tem nivoju, ni mi všeč, mi je všeč, od tega nihče ne odnese nič, tudi ti osebno ne. Se moraš nekako vseeno malo bolj poglobiti v to, kaj napišeš in kako to argumentiraš. Ja, jaz pa v bistvu pod svoje objave nekako želim enako kot vse ve, nekako zajeti vsebino. Potem tudi to, kaj mi je všeč, kaj mi ni všeč, komu v bistvu priporočam to, da vzame, ali je to naprimer mladinsko branje, ali je to za bralca, ki je v bistvu malo bolj zahtevno branje. Vedno navedem tudi nekako založbo, mogoče naredim tudi potem malo promocije ali pa že napeljujem na to, da bi rada za založbo začela sodelovati, za založbami začela sodelovati. Mi je pa res najbolj pomembno od vsega tega, kar objavim, da se potem naredi neka interakcija z bralcem. To mi je tako zelo pomemben odziv. In vse, tako kot vse tudi ostale opažam, da v bistvu, ja, treba je graditi nek pozitiven odnos, ker se bo ti tudi nazaj vrnil pozitiven odnos. In v tem svetu, v bralnem svetu, res ni toliko prisotnih teh nekih zamer ali pa negativizma. Se mi zdi, da smo vsi tako pozitivno naravnani, da se pa mogoče tudi vidi, da v bistvu res to delamo z neko ljubeznijo in z nekim poslanstvom tudi do naših bralcev in založnikov in avtorjev. Ravno to se hoče reči, da v sodelovanju z založbami smo že rekli, narašča pa v bistvu število samo založnikov, to se pravi avtorjev, ki sami izdajo knjige in tudi z njimi treba vzpostaviti nek odnos. Kako so pa oni pripravljeni sodelovati z vami?
Kako se odzivajo, mogoče ki jih prosite za kakšen recenzijski izvod? Jaz s tem žal nimam izkušnje. Okej. No. Sem pa imela, se pravi, na Knjižnem Kažepotu je nekaj časa delovala rubrika Knjigožerci, ki trenutno miruje, kjer je bil namen, da bom postopno začela predstavljati tudi slovenske avtorje in prevajalce. No, takrat sem kontaktirala Tadejo Spruk in Toma Podstenška in sta se oba zelo pozitivno odzvala, no, tako da definitivno nek interes je. Mislim pa, da ima Ajda največ od nas izkušenj s samozaložniki, mogoče pa Urška. Ja, pri meni je tako, da veliko samozaložnikov me kontaktira, ampak večinoma so to tematike, ki mene ne zanimajo, žal. Pač moraš tle znati v bistvu tudi pristopiti, kako človeka prijazno zavrniti, to besedno rečeno. In pa vse razumejo, v večini primerov pač razumejo, da ti ne moreš delati vseh projektov, da so stvari, ki te pač ne zanimajo. Pač jim poveš, da sebe ne vidiš v tem, da bi pisal v njihovi knjigi in je to. Več boš pa ti verjetno. Ja, mene je ena prijateljica heca, ta knjižna prijateljica, da jaz najbolj obskurne knjige, kar jih je berem, a ne. Zdaj, lih najbolj ne, ampak enkrat sem imela en čistmičken projekt, da se mi naj javijo sam, da en shout-out naredimo, da povemo, kaj sploh obstaja in se je res takrat en kup samozaložnikov javili, samo da povejo, evo, to pa to sem napisal, da smo malo širši javnosti to predstavili. Nekaj knjig sem takrat tudi kupila od samozaložnikov in moram reči, da recimo ene od najljubših so bile v samozaložbi izdane, žal pa tudi nekaj takih, ki so mi bile pa med najmanj ljubimi, ne. In recimo se mi zdi, da pri samozaložnikih je res še več poguma treba, ker gre finančno tudi vse iz njihovih rok. In jaz res spoštujem ta pogum. Je pa tako, kot je Urška rekla, pač vse te ne zanima in vse ni zate. In bila je pač ena avtorica, ki je vedela, da je predvidevala, da meni knjiga ne bo všeč, ampak je res želela pač slišati mnenje. Jaz sem povedala, da pač mnenje bo realno in potem je tudi bilo. Zdaj se iz njene strani ni bilo nič zamer, ampak recimo je bil pa odziv, kako lahko rečeš, da ti ni všeč, ne. Ja, če se za mnenje prosi, se pol mnenje dobi, Tako da jaz s tem nimam težav pač tudi kritiko dati, ampak tako, kot sem rekla, bod človek, no. Jaz vedno rečem, bodimo ljudje, samo to. Če smo ljudje, je vse ostalo v redu. Drugače se mi pa zdi, da na žalost se pač samozaložnike velikokrat, majčkeno drugače obravnava, ker mislijo ljudje, da to je pa slabše, ker ni prišlo do založbe, pa ni nujno, ne. Ni nujno, tudi pri založbah kakšnih izide kaj, ki ni dobro, ne. Sploh mi ni to noben kriterij, no. Je pa res, da nobenemu samozaložniku še nisem pisala jaz, no, da bi mi pa podaril, ne vem, tukaj imam pa kar en, kar smotan bi mi bilo, no, ker vem, ker sem jaz sodelovala pri izdajanju ene knjige, nič leposlovnega, pač prek enega društva, in vem, koliko je to stroškov in ne vem, no, pač daš tistih 20-30 evrov, zakaj vse jih zmečemo, in kupaš knjigo, če te res zanima, pa mu pač tudi s tem narediš nekaj dobrega. Jaz bi še nekaj dodala, ker sem v zadnjem času začela opažati, da se tudi avtorji, ki izdajajo pri založbah, oglašajo pač osebno. Ne gre samo s strani založbe, ker očitno pač je več slovenskih avtorjev, ki jim založbe ne nudijo dovoljšne promocije, pa kakorkoli, in so se tudi začeli sami obračati na nas. Ne pač prek založbe, ampak tako. Mogoče je to tudi en minus, no, da včasih, če izdajaš večje število knjig, je malo težje vsem posvetiti isto promocijo znotraj založbe. Ja, pa saj to je dejansko ena založba, ima projekt avtorji, kamor se ti prijaviš s svojim delom in lahko ti ga objavijo. Pač cela njihova, vse je na njih stroški, zaslužiš šele potem, ko se toliko in toliko knjig proda, ampak je že tam napisan takoj na razpisu, da si za vso promocijo odgovoren sam, kar se mi zdi čisto pošteno, so različne pogodbe, kakor imajo po založbah, ampak ja. Konkretno ena založba ima prav tako, da si sam kot avtor odgovoren v bistvu za vso promocijo in se morajo znajti, ne. Mi je pa všeč, ker se mi zdi, da avtorji ali prek te res neki veliki, ki ne rabijo, se ne spuščajo v debate, ampak večina
se odzove, tudi pol, ko ti daš recenzijo, tudi če daš kritiko, sem dobila že, ne vem, mail, daj mi povej, kaj točno te je zmotil, da bom za naslednjič vedel. Tako na en konstruktiven način, da se pa pogovarjaš. In se mi zdi to dobro, no? Za nek ta dialog, a ne? Ker mi smo konec koncev predstavniki bralcev nekako, ne? Njihove publike. Mogoče nek bolj izpostavljen bralec. Ja. Zdaj, če se pa vrnemo spet, ne? Zdaj smo pogledali ta odnos z založbo, z avtorji. Vrnemo pa zdaj spet na to gradnjo skupnosti na drugi strani. Prej sem omenila, ne, že v uvodu, da se je zdaj po tej pandemiji se je prav pokazalo, koliko ljudi rabimo ta osebni stik in kako kar hlepimo potem, da bi se takole uživo srečali, ne, tako kot smo se mi danes spet po dolgem času. So pa začeli nastajati v bistvu taki čudoviti projekti, ki pa branje bojo pripeljali v neko lokalno skupnost in bojo tudi neposredno nagovorili ali bralce, ali pa pač tiste, ki bojo videli tam cel kup ljudi s knjigo, ne. Pa jih bo mogoče to pritegnilo, da tudi še druge ne iz radovednosti pridejo zraven in potem vprašajo, kaj pa zdaj dogaja. Pa, ne, in bo to mogoče premamlo, da bi pa tudi oni prebrali kakšno knjigo. In Beti, ti si mi povedala, da se ti je na vašem vikendu, ne, v Bohinju porodila ideja, da bi tam postavili knjigobežnico v Bohinjskem jezeru. In da si zanjo ogrela tudi občino Bohinj in potem v sodelovanju s knjižnico Antona Tomaža Linharta jo boste dejansko postavili. Ja, tako je, ja. V glavnem Bohinj je v bistvu čez celo leto prihaja v Bohinj veliko družin z otroci, a ne. In v bistvu mi imamo vikend na eni takšni lokaciji, kar res vidiš, koliko ljudi gre mimo. In ta COVID je v bistvu res prinesel to, da raziskujemo, da iščemo nove poti, kako priti v bistvu s knjigo tudi do končnega bralca, ne. Zdaj, zakaj sem se jaz lotila sodelovati z lokalno skupnostjo? Prvič je v bistvu postavitev knjigobežnice, takšna, kot se bo postavila, v bistvu kar velik finančni zalogaj. Drugo, mi smo v Triglavskem narodnem parku. V Triglavskem narodnem parku so določena pravila, postavitve, gibanja in tako naprej. In v bistvu tukaj sem rabila imeti nek support, podporo iz strani občine. Zakaj sem pa privabila v ta projekt tudi knjižnico? To pa zato, ker v bistvu mi bo ona nekako pomagala to knjigobežnico nekako dostavljati knjige, ne. In se mi zdi, da če želiš kvalitetno in dobro in tudi na dolgi rok sodelovati z nekim okoljem, moraš v bistvu vse te deležnike med sabo povezati. Nisi dovolj ti, ampak želiš pač privabiti širšo skupnost, ne. In oni so se v bistvu na ta moj projekt zelo lepo odzvali, tako da mi smo se v koncu 7. meseca dobili na enem informativnem razgovoru in v 1,5 ure smo se čisto vse dogovorili. Tako da jaz sem potem takoj po sestanku štartala in sem nekako nagovorila vse svoje sledilce, pozvala sem jih, da naj nekako podajo, kakšno ime bi dali knjigobežnici. No, in tako se potem na koncu avgusta smo izglasovali, da bodo to Bohinjske potepinke, kar se mi zdi tako zelo super, a ne, zato ker knjige se bojo dejansko res potepale. Ne bojo samo se potepale po Bohinju, želim si, da bi se potepale tudi po Sloveniji in morda celo kakšna zašla v svet, a ne. Potem knjižnica je nekako bila tista, ki je šla do tega gospoda, ki te knjigobežnice izdeluje. 2 takšni podobni sta tudi že v Bohinjski Bistrici postavljeni. Občina pa, kot sem že prej rekla, je
poskrbela za dovoljenja in za povezavo med vsemi. No, potem novembra se naj bi postavila, pa nam je malo to vreme zagodlo, a ne. Zdaj čakamo na to prijetno, da se bo v bistvu vreme, bom rekla, da bo malo večje temperature, a ne, pa da bo zemlja bolj rahla in tako. V glavnem, ja, to je, kar se tiče tega projekta za knjigobežnico. Skratka, želela sem si nekaj narediti za bralce, po drugi strani pa tudi sodelovati z lokalno skupnostjo. In tvoja ideja se bo še nadgradila, ne? Tako je. Okrog te knjigobežnice ti želiš zgraditi še bralno gnezdo. Tako, ja. No, o bralnih gnezdih, v bistvu mi je pa tudi direktorica knjižnice Radovljice povedala. Če lahko na kratko povem, a ne, bralna gnezda so neke novitete v slovenskem prostoru. To so prostori, kotički, kjer naj bi bili v bistvu namenjeni zlasti mlajši populaciji bralcev. Lahko so to gnezda ali pa prostori v objektu, na primer v knjižnici, in nekaj knjižnic po Sloveniji že imajo bralna gnezda. Lahko so pa to v bistvu bralna gnezda v naravi. In v bistvu Bohinj ima nešteto takšnih prostorčkov ob jezeru, ob kolesarski poti, ob novem hotelu. Skratka, ogromno takšnih bralnih gnezd sem jaz zapazila oziroma videla, ne. In to v bistvu pomeni, da poleg knjigobežnice postaviš en tak prostor, lahko je to betonska cev, v katero daš v bistvu blazine, lahko je to viseča mreža, lahko so to tudi kakšne hišice, v glavnem prostor, kjer otrok pride in preko igre, to se pravi, lahko se tudi v teh prostorih skriva, in preko igre pride do knjige. Skratka, te meje med igro in branjem se nekako zabrišajo. In to je namen teh bralnih gnezd, a ne. No, in v bistvu želim si, ne, da bi poleg teh knjigobežnice postavila tudi bralno gnezdo oziroma nagovorila mogoče preko Instagram profila tudi posameznike ali pa podjetja, da bi v to lokalno skupnost donirali sredstva, da bi se ta bralna gnezda postavila. Pač kjerkoli, mogoče v Bohinju, lahko tudi v Ljubljani. Dočim v bistvu pri moji knjigobežnici pa želim postaviti v bistvu eno tako začasno bralno gnezdo, ki bi delovalo zlasti v poletnem času, v času poletnih počitnic, in bi v bistvu potem to še nadgradili z drugo vsebino. Na primer, jaz si to tako predstavljam, branje pod zvezdami ali pa branje pravljic ob ognju, ali pa na primer, da povabimo kakšnega avtorja, kakšnega blogerja, da v bistvu pokažemo, tako kot je že Ajda rekla, da branje ni bav, da je branje ena krasna zadeva, s katero v bistvu mi širimo svoje znanje. A ne? In to je to, no. In če bi bilo bralno gnezdo za otroke, bi bil potem knjižni bar za odrasle? Ja, to je pa ena moja tretja ideja. To je pa v bistvu res, bom rekla tako, poslovna ideja, ki nisem sigurna, če bom lahko sama kdaj izpeljala. Mogoče bom pa dobila nekoga, ki bi v bistvu v ta projekt šel, a ne. V tujini je veliko barov, ki v bistvu nudijo to noto kulture. To se pravi, ko ti stopiš v prostor, se ti zdi, da v bistvu to sploh ni kavarna ali pa bistro ali bar, ampak da si ti stopil v knjigarno. Torej, ta knjižni bar je dejansko res prostor, v katerem je v bistvu veliko zelenja, veliko
takih udobnih naslonjačev, kjer lahko v bistvu vsak, ko vstopi, naroči si kavo, sok, čaj, kakšen droben prigrizek, poseže po knjigah, ki so za to prav namenjene, da jih vzameš, prelistaš in prebereš, hkrati pa v bistvu tudi prostor, v katerih bojo nove knjige. Predstavljam si to, da bi bile to knjige cenejšega ranga, da bi bile v bistvu iz tega vidika bolj dostopne za nakup. Potem pa zdaj v zadnjem času se v bistvu v Sloveniji že začela ideja oziroma se to že kar dela, pop-up. To se pravi, ko ti v prostoru za neko določeno obdobje, to je lahko en dan, lahko je to en teden, zakupaš prostor. In v bistvu sem videla tukaj idejo, da bi v bistvu založba zakupila za en dan ali pa en teden prostor in v tistem tednu v bistvu promovirala svoje novitete, ki bi jih potem lahko tudi seveda prodajala. Ne. Skratka, prostor, tako kulturni prostor in ne nazadnje tudi prostor, kjer bi se lahko vsi mi srečevali, ne. In avtorji, in založniki, in blogerji. Skratka, res prav tak knjižni bar, prostor v prostoru. No, eno tako obliko nekega mobilnega knjižnega bara pa ti Ajda začela uresničevati, ne? Povabila si v bistvu vse svoje sledilce, knjigoljubce, avtorje, založnike, da se enkrat na mesec dobivamo na neki lokaciji, vsak pride s knjigo. No, lahko poveš ti. Ja, tu je prišlo Spontano. Spontano, ker mi je bilo dolg čas, da ne, toliko ne, no. Ampak pogovarjali smo se še z eno sledilko, koliko pogrešamo, tako kot si že zdaj velikokrat rekla, ker res pogrešamo ta oseben stik. In sej ne bom rekla, da ni priložnosti, so predstavitve knjig, so dogodki, ampak jaz vidim tako med sledilci čisto konkretno po pogovorih, da ljudem ne pašejo neke zelo strukturirane stvari. Tudi recimo knjižni klubi, jaz tvojemu se bom enkrat pridružila, ko bo kakšna knjiga, recimo, ki mi bo všeč, ampak recimo veliko nas je takih, lahko rečem, ki imaš pol kar en pritisk, da moraš pol tisto knjigo do takrat prebrati, pa tako še ena obveznost, ne? In da ljudje bi radi imeli eno stvar, ki ni nič obveznosti, nič ne vem, kaj se ne rabiš pripraviti, ampak ko prideš nekam, so tam ljudje, ki približno tako mislijo kot ti, ki so jim take stvari všeč. No, in ta kava s knjigo, prosim, je zdaj ime projekta, enkrat na mesec ali pa na 2 meseca, odvisno tudi, polet najbrž, ne vem, a bo ali ne bo. To bomo pol videli. Prvič bo 23. aprila zdajle, ob 4 popoldne, lokacijo bomo še določili, nek relacija Bled Plesce Radovljica, tako da ti mislim, da si se prijavila, ne? Vsekakor. Pa ti si se prijavila, ne vem, da je to za marsikoga kar malo daleč, ampak tam sem jaz pač, ne, bom tako gledala, da meni prav trenutno, no, ampak prideš, prineseš eno knjigo, ki bi jo rad pokazal. In recimo, ne rabiš nič kaj dosti se pripravljati. Nekaj, kar te je navdušilo, lahko je slikanca, lahko je strip, lahko je roman, ti prineseš, poveš, tole priporočam, zakaj priporočaš, in pol bo, jaz mislim, da debata itak sama šla po svoje, ne. Dež bo. Dež bo, siguren, ne. Pa še tako, jaz sem za nalašč dala pravila, da pospravimo telefone, da se naredi ena fotka, lahko skupinska, ali pa kupček knjig, predvsem kupček knjig, to bo moglo biti, ker se mi zdi, da bojo super predlogi. Super. Ampak veliko ljudem ne paše, tudi jaz sem drugače ena od tistih, ki nisem toliko ekstrovertirana, kot ljudje mislijo, da sem, ki mi ne paše, da si pol na 100 objavah, na 100 storijih, pa čist mi je všeč, recimo ljudje, ki jim to paše, da to počnejo, ampak tukaj smo rekli, bomo telefone pospravili, se bomo imeli v živo v tistem trenutku pač v redu in ne z namenom objav pa pol ne vem koliko promocije ali pa kakorkoli. No. Tako da to smo zaenkrat nas je koliko 7-8 prijavljenih, ni zdaj ne vem kakšna množica, samo meni se to že zdi kar v redu, za eno soboto popoldne, da ljudje... To so začetki, veš, ki jih je bolj malo, ne, pol se pa... Sej, kar se tiče prostora, je to čisto super, lahko vsod pridemo.
Ampak ja, ne, se veselim, no. Pa tako, no, da se spoznaš, ker jaz vidim, da je en kup enih prijateljstev, dejanskih prijateljstev, takih pravih, ne nastane. samo spletnih, iz tega nastali, zakaj ne bi, a ne. Mogoče smo tudi za tvoj klub pozabili povedati, ne, da se ne snema. Pa tako, da je, da je zaseben v bistvu. Ni snemano, ja. Na neki točki so se pač pojavili, tako jaz ne morem priti, da bo kje posnetek. Žal ne, no, pač tudi mogoče zato, da ni tega pritiska na sodelujočih, da bodo pa to vsi videli, kaj moram reči, kaj moram povedati. Ker to ni namen, ne? Tako je. To ni namen, ja. Tako da tudi sicer naredimo isto en obvezen tisti screenshot, kjer so tudi vsi obrazi zakriti, imena zakriti, samo tako, da smo pač neki smeškoti za evidenco, ne, da smo upravili srečanje, ampak ja, manj pritiska je na takih zadevah. Ja, ljudje si, mislim, ne upajo, pa ne vem, ne marajo se vsi kazati in jaz to čist cenim in sprejmem, no. Ker tudi, recimo, jaz sem ne vem, 3-krat smo imeli nek kakor knjižni klub, ker so sledilci hoteli, pa smo posneli to, pa dali pol na YouTube, pa vem, da je veliko ljudi pol šlo to še gledati za nazaj, sam jaz res vsaka čast tistim, ki so se pridružili, pa pol ful govorili, pa svoje občutke, ki so vedeli, da bo posneta, ne. Jaz že sama zase, jaz sem bila pripravljena, ne. Jaz sem vodila zadevo in drugače, imaš nekako vajeti v svojih rokah. Ampak da bi pa jaz prišla recimo na nek knjižni klub, pa se me snema, se ne upaš reči, ne mislim vsega, kar si misliš, a ne. Ja, pri bralnih klubih je tako, vse smo že večkrat danes omenili, pač knjige so lahko zelo osebna stvar, ne. In če se boš želel res poglobljeno pogovarjati o tem, kar si prebral, bo neizbežno pri nekomu kaj privatnega prišlo na dan, kar ni mogoče za javnost, tudi ono ali ona ne bi želela to v javnosti. No. Tako da z tega vidika je tudi pomembno čuvati neko zasebnost sodelujočih. Je tako terapevtska srečanja so pa. Ja, v resnici drugače. Bralna terapija. Ja. A je mogoče še kakšen projekt tako v vašem okolju, ki je tako povezan s skupnostjo, kjer vi tudi sodelujete, pa sem ga mogoče jaz pregledala, pa bi ga bilo vredno omeniti? Jaz ne sodelujem na nobenem, ampak v bistvu ne vem, če sploh to obstaja. Kakšni bralni klubi, naprimer v domih za starejše, potem tudi v zaporih. Pač je veliko takšnih lokacij, ki se mi zdi, da se še nobeden ni spustil. Ne vem pa ne, no, ker pač nisem pa to opazila. Po mojem imajo znotraj tako, ki organizirajo, če imajo človeka, seveda. Ja. Tako da v bistvu možnost je še zelo velika, ne. Širiti to ljubezen in pogovor in komunikacija, ki se mi zdi, da ravno s to knjigo se vzpostavi res taka pristna osebna komunikacija in se mi zdi, da vsi hlepimo in želimo komunikacijo, ne. Ne samo tako, kot nas je zdaj ta pandemija, da smo v bistvu samo nekako online, ampak da smo tudi človek človeku, ne. Zdaj, ste ravno omenili, ne, še te druge skupnosti, pa moje zadnje vprašanje je bilo, a lahko potem na koncu rečemo, da knjižni blogerji pa vseeno na nek način spreminjamo življenje ljudem? Ja. Ja. Jaz bom prva reči. Mislim, ne zdaj, no, bodimo realni, a ne, nismo neurokirurgi, a ne, ampak jaz mislim, da ja, ker je ogromno ljudi, ne vem, že meni, a ne, pisali, joj, nisem brala prej nič, zdaj sem pa začela to. Pa to knjiga ni samo tisti pol, a ne, mislim, tisti, ki ti zvečer pred spanjem bereš, to toliko stvari za sabo prinese, res, ljudje grejo, če ne drugega, ne vem, v času epidemije, recimo, če so knjižnice bile odprte, pa si šel vsaj tja, a ne, spraviš se od doma, včasih je tudi to težko, a ne. Pa pomagamo jim, ne, se gre tudi za to, pa bralni predlogi, mislim, veliki ljudi, ki ne vejo sploh, kar bi brali, ker pač niso v tem svetu. Tako da, ja. Jaz pa mislim, da v bistvu z branjem vsak človek dobi neko samozavest, pa tudi uspeh lahko, in se mi zdi, da knjiga je in bo ostala vedno nosilka znanja in pa nekih vrednot, pozitivnih vrednot, in se mi zdi, da je to največ, no. Rastem s knjigo. Tako, ja. Tako, ja.
Ja, Ne pa samo mo- osnovne šole. Ja. Mogoče to tudi, ne, to sem mislim, da v tistem videu za sodobnost, ne, zakaj beremo, zakaj je pomembno brati. Živimo v zelo negotovih časih, ne, na vse možne načine, vse, kar gre lahko narobe, gre. Ne, ampak če ti več imaš znanja, več imaš širine, lažje se s temi stvarmi spopadaš, ker ne kupaš vsega, kar ti ali mediji, ali kakšni ljudje zelo blizu tebi hočejo prodati. Ne. In jaz mislim, da knjiga na eni strani je pobeg iz tega, kar zdaj živimo, na drugi strani je pa v bistvu, da prideš realno bližje tej situaciji, v kateri živimo, ne samo, da bežiš od nje. Ker dobiš en zunanji pogled na to, kar se zdaj dogaja, širši pogled, več znanja, več razgledanosti. In jaz mislim, da to zdaj mi rabimo. No. Pač razmišljati svojo glavo, mogoče vedeti, zakaj se sekirati, zakaj mogoče kar ne, zdajle. Tako da to, no. Ja, definitivno, no, na posameznika ne, ampak potem posameznik na posameznika pa je skupnost, Pa skupnost, ne, pa se širi. Tako da se kar strinjam s Dekletjo. Jaz se vam zahvaljujem vsem, ki ste se odzvali na današnjo okroglo mizo. Hvala za vse uvide, ki ste jih prispevali, in seveda hvala, ker gradite skupnost. Ja, hvala za Hvala, povabilo. Igo, ki je tudi po mojem mnenju tako, in branje seveda ena najvišjih vrednot, ki jih lahko gojimo kot ljudi. Se vsekakor vse podpišemo. Ja. Kje je ta peticija?